Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod lipami. Nocojšnji večer bomo posvetili predstavitvi literarne zapuščine dr. Tineta Debeljaka ponovno v Sloveniji. V gosteh imamo magistra Aleksandra Igličarja, ki bo spregovoril o Debeljaku v Škofji Loki, dr. Marija Stanonik o Debeljakovi Črni maši. Gospa Stanonik je tukaj na hodniku, se nam bo pridružila, ko bo njen trenutek, potem gospa Mojca Vomberga v spomini na Atka, Helena Janežič iz Nuka v Ljubljani o Debeljakovi zapuščini in odlomke pa bo prebiral Boris Rifel, ki je tukaj pri nas v prvi vrsti. Vse skupaj lepo pozdravljam. Pozdravljamo tudi gospo hčerko, gospo Anželjko Ježejko Debeljak iz Argentine. Hvala, da ste v naši sredi. Verjamem, da bo večerka gotovo zanimiv. Na koncu bomo še nocoj predstavili družino vinarjev Simona Komjanca iz Števerjana in bomo tudi pokusili zlato kapljico, kjer nam bodo ponudili. Sedaj pa predajam besedo vam, da boste nocojšnji večer začeli. Prosim. Hvala lepa za pozdravne besede, dobrodošlica vsem skupaj. Vsi smo veseli, da smo lahko danes z vami skupaj, podelimo ta lep poletni večer in da pozornost posvetimo, lahko rečem, enemu najbolj pomembnih Ločanov, dr. Tinetu Debeljaku. Jaz bom zdaj v tem uvodnem delu, kot je bilo že rečeno, malo o Debeljakovi življenjski poti, rečimo z poudarkom na njegovem delu v Škofji Loki. Škofja Loka, veste, leži 20 km severozahodno od Ljubljane. Oblivata jo ali pa dve reki, Sevška in Poljanska dolina, in tukaj je staro mestno jedro pod gradom. In dr. Tine Debeljak je bil rojen v starem mestnem jedru pod nunsko cerkvijo, zato je bil eden od 3 podnuncev, kajti skupaj je odraščal z zgodovinarjem dr. Pavletom Blaznikom in profesorjem Francetom Planinom, bili so sosedje in oni, bomo videli, so bili glavni pobudniki kulturnega življenja v Škofji Loki pred vojno in potem seveda tudi dolga leta po vojni. To je rojstna hiša dr. Tineta Debeljaka, v kateri se je rodil leta 1903. Ena od slik iz njegove rane mladosti. In zelo blizu tukaj v ozadju je glavna cerkev v Škofji Loki posvečena svetemu Jakobu in tukaj na teh 2 hišah sta plošči dr. Blazniku in pa profesor Planin, tako da bili so res sosedje. Tine Debeljak se je po osnovni šoli v Škofji Loki šolal na škofovih zavodih v Šentvidu in potem študij nadaljeval na Filozofski fakulteti, kjer je študiral slovenistiko in doktoriral leta 1936 iz Helena Rejmontovih kmetov, se pravi, to je iz poljske literature. Bil je tudi 1 leto lektor za slovenski jezik na univerzi v Krakovu. No, tukaj se zdaj vračamo v Škofjo Loko, kajti v Škofji Loki so se leta 1930 na pobudo profesorja Ivana Dolenca, mogoče komu to ime kaj pove, začeli sestajati loški profesorji, ki so takrat poučevali v raznih krajih po Sloveniji in seveda tudi po Jugoslaviji. In to je eden prvih posnetkov in dr. Tine Debeljak v zadnji vrsti, pred zadnji z očali, mislim, da njegov obraz je zelo prepoznaven. Imenovali so se profesorski ceh, kajti Škofja Loka je zgodovinsko znana po cehih, pekarski ceh, lončarski ceh in zato tudi so sebe imenovali profesorski ceh. In prvi njihov res pomemben dosežek je bila leta 1936, ko je bila v Škofji Loki velika obrtno-podjetniška razstava in ob tej priliki je šel poseben zbornik Škofja Loka in njen kraj v luči gospodarskih in kulturnih prizadevanj. Se pravi, takrat je bil Tine Debeljak star 33 let, Blaznik in Planina podobno. In že takrat je bil Tine Debeljak, kot vidite, avtor 3 prispevkov, pesem o Škofji Loki, Škofjeloška pasijonska procesija in razvoj pasijonskih iger, to bomo zdaj v nadaljevanju nekaj besed,
in pa kulturni delavci loškega okraja, se pravi kot 33-leten pač študent ali pa že tik pred doktoratom je pač napisal o pomembnih osebnostih iz Škofje Loke. No in tukaj je prizor iz uprizoritve Škofjeloškega pasijona leta 1936, ki ga je Tine Debeljak, lahko rečem, po 150 letih ponovno postavil na oder. Mnogi, mogoče nekateri od vas ste že videli Škofjeloški pasijon. Škofjeloški pasijon se izvaja v obliki procesije. Leta 1936 je bil postavljen za odrsko postavitev, se pravi na enem odru, za takrat ravno kar sezidano osnovno šolo Škofja Loka mesto. In zanimivo, vloga Jezusa je igral Frane Trefalt, oče Mita Trefalta in Franeka Trefalta, ki ga mnogi od nas poznamo. Ta uprizoritev Škofjeloškega pasijona je bila zelo pomembna za, mogoče ste slišali, 1. decembra 2016 je bil Škofjeloški pasijon upisan na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. In ta uprizoritev je bila pomembna, ker smo s tem utemeljevali, da Škofjeloška pasijonska dediščina ni izginila, ampak se je tudi 36 in kasneje uprizarjali. Na to smo se zelo močno naslonili, ko smo pač utemeljevali ta upis. Leta 1937, 23. julija, čez nekaj dni se bomo spominjali, 80 let je bilo ustanovljeno muzejsko društvo Škofja Loka z osnovnim namenom, da se čim prej ustanovi Loški muzej. Kokar prebiramo o ustanavljanju muzejev, je bil to prvi muzej na Slovenskem, ki je bil ustanovljen, če rečem po domače, od spodaj navzgor. Se pravi, iz strani ljudstva ali pa profesorskega ceha je prišla pobuda, da se ustanovi muzej. Praviloma večina ostalih muzejev je bila ustanovljena strani oblasti, ki so pač dale neka usmeritev ali pa reče navodilo, da se ustanovi muzej. Dr. Debeljak je nekaj časa bil suplicient v Nikšiču v Črni gori, leta 1935 se je vrnil v Slovenijo, nekaj let predtem se je poročil in potem je bil do leta 1945 kulturni urednik priloge Slovenec, oziroma časopisa Slovenec, in to je bila njegova glavna krivda, da ni spoštoval kulturnega molka in zato je vedel, kaj mu sledi in se je maja 1945 seveda takoj umaknil v Italijo in potem leta 1948 odšel v Argentino. To je že posnetek iz Argentine, na levi Tine Debeljak, na desni pisatelj Zorko Simčič, akademik, s katerim sta bila dolga leta potem kulturna ustvarjalca v Argentini. Tine Debeljak, ko je prišel v Argentino, je začel kot, rečimo, navaden delavc. Ko sem se leta 2008 pobliže seznanil za njegovo življenjsko potjo, sem bil približno toliko star, 46-47, kot je on, ko je po tej profesorski, da rečem, karieri začel kot navaden vratar v tovarni cementa v Lomi Negri, južno od Buenos Airesa. Več o tem bosta potem njegova hčerka Žeka in pa Mojca povedali. Tine Debeljak je bil do leta 1954 ločen od družine, njegova žena Vera in otroci Tine Debeljak mlajši, Metka in Žejka so ostali v Sloveniji in leta 1954 na pritisk, lahko rečem, Mednarodnega rdečega križa Jugoslavija popustila, da je odšlo za svojimi očeti večinoma v Argentino 100 slovenskih družin. Tine Debeljak je zelo ljubil svoje mesto, to je posnetek iz njegove hiše v Argentini, nad njim je grb Škofje Loke. V škofjeloškem grbu, veste, je zamorc in to ne zavaden zamorc, ampak etiopski zamorc. To govorim zato, ker je bil Škofjeloški pasijon v UNESCO upisan v Addis Abebi v Etiopiji. Ni bilo naključje. Saj za nikoga ne, jaz mislim. No, pomen za Škofjo Loko, imena, ki sem jih prej omenil, Debeljak, Blaznih planina. Zanimivo, ko gledate ta pisma, te fante, rečimo, so se že, ko so bili stari 20 let, pogovarjali, kako bodo obeležili 1000-letnico Škofje Loke, ki se je praznovala 1973. Njihova pot se je po drugi svetovni vojni rešila, Debeljak je odšel v Argentino in nikoli več mu ni bilo dano priti v Slovenijo. Blaznik in planina sta ostala tukaj in Blaznik je bil predsednik muzejskega društva od leta 1937 do leta 1974. In dejansko te trije pomembni možje so svojo mladostno obljubo izpolnili. Tine Blaznik je napisal zgodovinsko knjigo Škofja Loka in Loško gospodstvo. Profesor Planina, ki je bil geograf, je napisal knjigo Škofja Loka s Poljansko in Sevško dolino. Dr. Tine Debeljak je v Buenos Airesu izdal spomine Ivana Dolenca Moja rast.
Ivan Dolenec, sem prej omenil, je bil pobudnik ustanovitve profesorskega ceha. In tukaj, če preberem k izidu te knjige, so pomogli z mecenskim darom pisateljevi prijatelji in orjaki Škofjeločani v zdomstvu. Želeč se s tem pridružiti proslavam tisočletnice prve omembe Škofje Loke in njenega gospodstva v letu 973. Še zdaj me spreletava srh, ko pomislim, kako so to mladostno obljubo izpolnili, s tem, da Tine Debeljak je bil v Loki zamolčan. Na Škofjeloškem gradu v muzeju je bila slika loškega slikarja Franceta Koširja, portret Tineta Debeljaka, pod njim je leta 1973 pisalo portret neznanega moža. Seveda po letu 90 se je, hvala Bogu, lahko rečem, to začelo spreminjati in že oktobra 1990 je bil v Škofji Loki velik simpozij posvečen življenju in delu Tineta Debeljaka, ob tem je šel zbornik Domovina in svet in mislim, da takrat je bil tudi Tine, se pravi njegov sin ali pa njen brat v Škofji Loki. To je potem leta 1995 je bila postavljena plošča na njegovi rojstni hiši in leta 2003 ob stoletnici njegovega rojstva je bilo obeležje dr. Tinetu Debeljaku postavljeno v aleji znamenitih Ločanov, nekaj podobnega, kot imate vi za tem domom pač obeležja pomembnim možem, ki so oblikovali, ustvarjali vašo kulturno življenje. Tukaj zdaj sicer nimam posnetka pravega, ampak v podstavku tega spomenika, če boste daj v Škofji Loki, je črna solza. Zdaj bomo slišali nadaljevanje pesem o solzi, ampak ta črna solza je narejena iz kamna, ki je prišel iz Argentine. Podstavk je pa narejen iz loškega konglomerata. In tukaj so zdaj, to je profesor Blaznik, prvi profesor Planina in pa Tine Debeljak na nek način ponovno združeni mladostni prijatelji v aleji znamenitih Ločanov. Takrat je bila izdana knjiga Črni kamnitnik Loma Negra. Naslov je zelo sporočilen. Na Škofje Loke je en predel, kjer se je kopal kamen kamnitnik, se mu reče, in črni kamnitnik, prispodoba, knjiga je bila vse v črnini. Loma Negra je kraj, kjer je Tine Debeljak začel kot vratar v cementarni. To knjigo je uredil njegov vnuk Marko Vombergar, brat od Mojce Vombergar. V muzejskem društvu smo se začeli, pač jaz osebno, ko sem postal leta 2008 predsednik in prebiral zgodovino delovanja, sem kmalu zaznal, da je treba Tinetu Debeljaku izraziti pozornost, ki si jo nedvomno zasluži, in septembra 2009 smo ga posthumno seveda imenovali za častnega člana muzejskega društva in zelo sem bil vesel, da sta takrat to priznanje prevzeli njegovih hčerki Jožejka in pa Metka. Moja želja sicer takrat je bila tukaj, so prišli še drugi, Mojca je bila takrat že v Sloveniji, Ivan tudi v Sloveniji, na desni brat Marko Vombergar, ki sem prej omenil, da je uredil to knjigo in mogoče, če kdo med vami športnik, njegov sin Andrej v teh dneh podpisuje pogodbo z nogometnim klubom Olimpija, v kateri naj bi igral Andreas Vombergar. In seveda Jožejka pa njene hčerke in sinovi, ki so bili takrat v Škofji Loki. Ob tej priliki smo v Škofji Loki izdali knjigo Olimpijski venec. Olimpijski venec je naslov za to, so pesmi poljskega pesnika Viržinskega, ki jih je napisal leta 1928 ob olimpijadi v Amsterdamu. V tistem času, hkrati z olimpijado, športno so bili tudi razni literarni dosežki, rečemo literarna olimpijada, in Kazimir Viržinski je s to pesniško zbirko zmagal. Tine Debeljak je tudi veliko prevajal, med drugim tudi iz poljskega jezika, in je to pesem prevedel, pesnitev, in ta pesnitev naj bi šla marca leta 1945. Ko so v Škofji Loki leta 2003 bile priprave na to obeležje, je vnuku se našel ta zbirka praktično pripravljena za tisk. Takrat seveda ni mogla iziti in zato smo jo izdali leta 1989. Jaz sem takrat želel, da bi v Slovenijo prišli vsi trije njegovi otroci, se pravi Tine Debeljak mlajši, Metka in Jožejka, ampak Tine to zdravje takrat ni več omogočilo in se zelo hvaležen, da se je pa meni izpolnila želja, da sem šel jaz v Argentino in tukaj, mogoče nekateri ste že bili, je posnetek iz slovenske cerkve v slovenski hiši v Buenos Airesu in tukaj spodaj pač sedi Tine Debeljak mlajši, zdaj že pokojni, že pridružen z svojim očetom v večnosti. Tukaj na sredi je pepelnica, kamor zelo veliko Slovencev polaga posmrtne ostanke ljudi, ki
ki pač umrejo v Argentini. In verze na to pepelnico so tudi Debeljakovi. Če preberem, glejte jih, duše slovenskih žrtev vojne, revolucije, prisilnih vrnitev izgnanstva. Spominjaj se na nas, vpijoj iz onostranstva, za mrtve ne bodi mrtev, moli za pokojne. Misel Tineta Debeljaka, ki, kot rečeno, je nad pepelnico, kamor polagajo posmrtne ostanke. No in tukaj pač rečimo moja velika hvaležnost pač posnete, kjer so vsi trije Debeljakovi otroci. Mimo obeležja dr. Tineta Debeljaka gre vsako leto, oziroma takrat, ko se uprizarja povorka Škofjeloškega pasijona, in ta knjiga se mi zdi posnetek zelo pomenljiv. Tinet Debeljak zre procesijo Škofjeloškega pasijona, ki je leta 1936 postavil praktično za to šola. To je šola, za katero je takrat Tinet Debeljak to postavil. Še bolje mi je pa sporočilna ta fotografija. Tinet Debeljak v ozadju trpeči Kristus, tudi Tinet Debeljak je v svojem življenju veliko pretrpel in hvala Bogu, so ga te trpljenje in bolečine ukrepile, ne pa pokončale. In kot sem že omenil, na opis izjemen dosežek, to je prvi pasijon na svetu, ki je opisan v UNESCO seznam in hkrati tudi prvi opis države Slovenije. Leta 2015, ob 70-letnici delovanja konca druge svetovne vojne, smo v Škofji Loki skupaj še z nekaterimi drugimi pripravili odmevno razstavo Človek glej. Tukaj smo združili razstavo slovenskih umetnikov posvečeno koncu druge svetovne vojne, moških umetnikov in pa razstavili smo tudi 10 predmetov, ki so bili najdeni v rovu, v Barbarinem rovu v Hudi jami. Očala, ki smo jih izbrali, rečimo za prospekt, so tudi očala, ki so bili najdena v tem rovu. Z nami je bil Zorko Simčič. Ob tej priliki je založba Družina izdala ponatis Črne maše za pobite Slovence, ki jo je Tinet Debeljak napisal leta 1949. Več o njej bo spregovorila doktorica Marija Stanonik. Prikazali smo linoreze Bare Remec. Bara Remec je bila svakinja od Tineta Debeljaka, se pravi sestra od njegove žene Vere, in one dva sta bila večinoma likovna oziroma ustvarjalna sopotnika. Tine je pač pesnil in pisal, Bara Remec je likovno opremila večino njegovih del. V Škofji Loki smo pa takrat izdali zbirko Kyrie eleison, Gospodu smili se, mislim, da dobro vseeno povem. In to je likovni album, ga je Tinet Debeljak imenoval, v katerem so skice, ki jih je Bara Remec pripravljala za linoreze, ki so bile objavljene v Črni maši. In vidite, zakaj se je Tinet Debeljak odločil, da je te skice objavil, ker mogoče so te skice celo bolj izpovedne, kot na koncu so bili linorezi. Tinet Debeljak je to opremil za verzi in kot rečeno, prvenstveno je bilo to posvečeno, rečimo, osnutkom zasnovi likovnih del, ki so bili potem objavljeni v Črni maši. To je nekje prikaz njegovih del, ki so jih zbrali sodelavke vnuku. Z nami je bila, vidite, smo v zelo podobni sestavi, doktorica Marija Stanonik, Helena Janežič, tudi takrat je bila z nami gospa Ježejka in pa Mojca Vomergar je bila tudi z nami z nečakoma, Simonom in Matejem. In to so prvi Debeljakovi nasledniki, ki so bili rojeni v Sloveniji. Debeljak v eni od pesmi ali pa pisem, ne vem točno, je prerokoval, da se ve, da njegovi potomci bodo ponovno se rojevali v Sloveniji, in Simon in Matej sta bila prva, ki sta, rečimo, to njegovo preroštvo ali pa videnje uresničila. In pa njun oče Ivan. Pa čerka Ivana, to je zdaj, ja, tako je, ki je bila nekaj dni takrat stara. To sta Marija Stanonik in pa čerki od Ježejke. Vnukinje, ja, pardon. V letu 2015 smo v Škofji Loki tudi vezano na pasijon pripravili pesniški recital, branje poezije v javnosti, naslovili smo jih Pasijonke. In leta 2015 smo jih brali 5 večerov na 5 lokacijah, kajti mnogi veste, da Škofja Loka je bila pomembno mesto pri vračanju domobrancev iz Koroške. Mnogo vlakov se je ustavilo na Škofjeloški železniški postaji, od tam so domobranci peš romali na Škofjeloški grad, kjer so imeli 14 dni, 3 tedne zaprte in potem so jih večinoma premestili
v Škofove zavode, tisti, ki so preživeli, mnogi so pa tam končali svojo zemljsko pot. In zaključek te pasijon, ki je bil na pokopališču, v srednjem pokopališču Lipica v Škofji Loki. In prej nisem poudaril svečo, ki smo jo prinesli v Argentino, na Debeljakov grob, tukaj je podobna sveča in pa, kako rečem, krona iz sveta, ki jo je pa nabrala Ježejka skupaj z svojimi nukenjami tisti popoldan. Tako da ponovno zelo se mi zdi simbolično. Pogled Tineta Debeljaka, ki je nekje upodobljen tudi na rečimo tak odprt intelektualen pogled na temu obeležju velej znamenitih Ločanov. Še par besed o Muzejskem društvu Škofja Loka. Ponosni smo, da nadaljujemo Debeljakovo tradicijo ali pa tradicijo teh treh podnuncev. In naša najbolj prepoznana dejavnost je izdajanje zbornika Loški razgledi. Letos je šla že 63. številka, se pravi prva je šla leta 54. V zadnjih 10 letih izdajamo posebno zbirko Pasijonski doneski. Vsebina je posvečena ne samo škofjeloškemu pasionu, ampak tudi slovenskim pasijonom, zadnja leta zelo prepoznan ribniški pasijon. In mogoče še eno stvar bi dodal, Škofja Loka je v kulturnem slovenskem prostoru zelo pomembna po podeljevanju Severjevih nagrad. Severjeve nagrade so za največje dosežke na področju dramske gledališke umetnosti. Zakaj v Škofji Loki? Zato, ker pokojni Stane Sever je leta 70 pripravil monodramo. Premiera je bilo v Škofji Loki, na tretji ponovitvi, čez 14 dni je pa na tej predstavi umrl na Svetem Lovrencu na Pohorju. In pripravljamo tematske blaznikove večere. In nekateri, ko ste me prihajali, ste omenili, Muzejsko društvo letos praznuje 80-letnico in predlagani smo bili, da prejmemo zlati grb občine Škofja Loka. Bili smo edini predlagani za zlati grb, ampak občinski svetniki so ocenili, da Muzejsko društvo ni primerno, da prejme to nagrado, ker so v zadnjih letih preveč ukvarja s polpreteklo zgodovino. Tako da razmere v Sloveniji so tudi še take, kot govori ta dogodek. S tem bi jaz zaključil pomen Debeljaka, mogoče s to sliko, ki je zelo simbolna, in se vračamo na Škofjo Loko. In zdaj bi k besedi povabil, ker to je izjemna priložnost, da rečem, in mislim, da smo vsi veseli, da je z nami danes Ježejka Debeljak Žakelj, najmlajša hčerka ali pa hkrati tudi otrok, bili so 3 otroci, sem že omenil, in jo prosim, da z nami podeli nekaj misli o svojem očetu. Ja, hvala lepa. Prav vesela sem, da se dobimo pod lipami tukaj v Gorici in sem izredno vesela, ker gospod Sandi s takimi lepimi besedami se spomnil mojega očeta. Mi se čutimo nekako dolžni gospodu Sandiju, gospe Heleni, da ga spoznavate, mojega očeta, ker je bil zamočan toliko let, da je mladina sploh ne ve, kdo je bil, kaj je delal, zakaj je šel iz Slovenije, zakaj se je razdajal vsem kulturnim ustanovam po celem svetu, tako v Argentini kot v Sloveniji. Tako v Argentini kot po drugih krajih Severni Ameriki, pisal je v Severno Ameriko, tudi v ameriško domovino, se je dopisoval z gospodom Ambrožičem v Avstraliji, je pisal za Ave Marijo, se pravi, imel je stike z vsemi kulturniki po celem svetu. To je bilo zaključeno v tem slučaju, kaj je on delal posod. Bolj pa me zanima kot hčerka, da vam predstavim mojega očeta kot očeta. Bil je izredno dober človek. Imel je zelo težko življenje, ker je poleg svoje službe, ki je trajala 8 ur, in poleg svojega, v Argentini so velike razdalje in za vsakič, ki je šel v službo, je potreboval 1,5 ure vožnje tja in 1,5 ure vožnje domov. To se pravi, da je delal dnevno
skupaj služba plus vožnja je bilo 12-11 ur. Ko je pa prišel domov, je nekoliko povečerjal, zaspal za 5 minut in začel delati. Delal je za pisati. Njegov stroj, stari stroj, je že nekako bil obsoleten, nas je uspaval pravzaprav. Mi smo že spali, on je še zmeraj pisal. Pisal je za revije, so ga prosili, da je za razne prilike, šolske proslave, materinske dneve, potem velikrat je napisal ob priliki domobranskih proslav, cele programe, to je se pravi pisal pesmi. To je njegovo življenje, pravzaprav se je začelo po 8 uri zvečer do 3 zjutraj. On je v tistem užival. Tisto, ko je pa hodil v službo, je bilo nujno potrebno, da nas je preživel družino. In tisto je delo bolj avtomatsko. Medtem, ko je pisal, je užival v temu. In jaz se čudim, pravzaprav gospod Taras Krmavnar je napisal, da je bil argentinski čudež. Ampak se mi zdi bolj kot čudež, da je v Argentini naša slovenska skupnost tako močna, je bilo, da je čudež bil, da so vsi te ljudje lahko živeli, delali v službi, živeli in v temu stresu kljub temu mogli pisati. Ker, če jaz pogledam zdaj, da bi jaz jutri vstala ob 7, delala v službi do 7 zvečer, prišla domov in še naprej delala do 3 zjutraj, bi bilo nemogoče. Tam je bil čudež slovenskega življa v Argentini, da je dal Bog toliko energije in delovne sile, da se je vse to držalo. Kaj bi še povedala? Oče je bil izredno dober. Nam je razlagal, nas je učil, nam je še tako, da smo velikrat po kosilu, je bilo zelo zanimivo, ko je on razlagal kaj. Smo bili dialogirali po kosilu, ponavadi še par ur včasih ob nedeljah. Še tako, da je oče od Mojce, arhitekt Jure Vombergar, je rekel, najbolj pogrešam tiste pogovore po kosilu. Ker je bilo, zmeraj je vedel nekaj, zmeraj je znal kaj povedati, zmeraj je pripovedoval, kaj je bral. Vse te novice, mi smo to kar požirali vase. In zelo nam je polagal na srce, študirajte vaše otroke, ne jih pustiti, da bi se nekako izgubili v malenkostih. Daj študirajo, naj znajo slovensko, uči slovensko otroke, da bojo znali govoriti. Hvala Bogu, vsi moji otroci govorijo po slovensko, znajo. Še zadnjič je po Škofji Loki moja vnukinja govorila vsem. In to je velika zahvala mojemu očetu, da je tako ne zahteval, ampak nas je prepričeval, govorite slovensko. Več jezikov, kdo zna, več velja. Ja, vesela sem, da sem tukaj. Za konc pa hočem povedati, da smo se spoštovali v družini in smo se radi imeli. Hvala. Hvala gospe Žejki. Dilan Debeljak je bil literarni ustvarjalec, pesnik,
urednik in zato je prav, da ga spoznamo tudi skozi njegovo besedo, ki nam jo bo danes posredoval gospod Boris Rifl, sodelavec NUK-a Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani, in najprej bo prebral njegovo pesem o solzi. Pesem o solzi. Brod v žar tropskega grepasa kot brez časa in kompasa. Ne premakne se iz kotline, iz te vroče meglovine. Tu je voda kakor suha, sonce z žarom megle kuha. Ladja gre skozi vretje vlažno, gledam v val, kar neopažno, od vročine ali vlage, ali od misli na dom blage. Solza se mi v val potoči, iz srca ali iz oči. Val jo dvigne na grebene, sonce vzreje v žar odene, kakor biser v njem zasine, kakor biser z njim izgine, vsa uvita v megel hlape. Spazijo jo južne sape, prepodejo na oblake vetrnjake, vsaka vihra jih obrne kamorkoli oblake črne, z njimi mojo solzo tlečejo zdaj v neznano kam drvečo. Gleda zviška, kam v neznano, ni Triglav tam, glej Ljubljano. Tivoli, o solza vroča, kaj naj moje udari toča. Mama, oblak, skala s pogori, ladja, ki se vrača z mori. Spet najmlajša, mama, teci, srednja, kaj je v skladih, reci. Fant, hlap morjazna drobnika, bliski in grom. Solza se odkrika v nesvesti, mrtva pade prav na roko žene mlade v prstan vlažnega lesketa. Solza vašega očeta, deca, še lep dan povstane, k solzi mojo svojo kane. Dvigne oblak se prostnje teže, brod moj vale vroče reže kot brez časa in kompasa. V valu biserna ugaša. Pesem o solzi je bila izdana v zbirki Poljub, ki jo je Tine Debeljak namenil svoji ženi, Veri in pa družini. Kot sem prej omenil, so bili od leta 1945 do leta 1954 ločeni in mislim, da je bila vsebina te pesmi zelo izpovedna. In mnogi pravijo, da je to ena redkih pesnitev na svetu, kjer mož poje tako ljubezenske in čustvene pesmi svoje ženi. Večina teh pesmi napisanih v času zaljubljenosti in rečimo, no, ne vem, koliko je to res, ampak jaz do svoje žene še zdaj čutim zaljubljenost. Z nami je danes tudi Mojca Vombergar, vnukinja od Tineta Debeljaka, se pravi njena mami Metka se je poročila z arhitektom Juretom Vombergarjem, nekateri pa mogoče poznate ali pa njenega dedka Joža Vombergar, ki je pa pred vojno pisal gledališke igre na Slovenskem in bil zelo prepoznan kot gledališki avtor. Mojca že nekaj let živi v Sloveniji in zelo rada se na takih in podobnih večerih seveda podeli z nami spomine na Atka. Hvala, dober večer. Jaz ne bom prosto govorila, bom prebrala, kar sem pripravila. Doktor Debeljak je bil vzor zavednega Slovenca, ponosnega Škofjeločana, široko razgledanega intelektualca, poštenega in skromnega človeka. Jaz nisem strokovnjak, da bi lahko ocenila njegova dela kot literat. Lahko ga pa na kratko orišem kot osebo, ki je bila poseben člen moje družine. Imela sem ta privilegij, da sem svoje otroštvo preživela v družini, ki je imela v svojih vrstah pisatelja, slikarko in dramaturga. Žal se kot otrok tega sploh nisem zavedala. Pa tudi sami so bili zelo skromni in ponižni.
Poznala sem jih le kot stare očete oziroma kot staro teto Baro. Remac. Ne? Na dr. Debeljaka, ki ga bom sedaj omenjala kot Atek, saj smo mu tako pravili doma, me vežejo najlepši spomini iz otroštva. Živeli smo skupaj, mi v prvem nadstropju, Atek in mama Vera pa v pritličju. Zato smo se vsak dan družili. Velik del dneva smo vnuki preživeli pri starih starših. Ona dva sta večkrat pazila na nas. Nekdo se je celo pritoževal, da Atek sploh nima več časa za pisanje, čeprav se je upokojil, ker se preveč ukvarja z vnuki. Imel je 18 vnukov. Danes smo njegovi vnuki razkropljeni po vsem svetu in Atek ima že 44 pravnukov. Atek je bil do nas, otrok, zelo sproščen in prijazen. Čeprav nas je bilo veliko, nas ni nikoli preganjal, ker bi želel imeti mir. Nismo mu nikoli bili v napoto. Sam je užival v naši družbi. Imel je pa svoj kotiček za pisanje. Že zgodaj zjutraj smo slišali tipkanje na tisti glasni stari pisalni stroj, ki ga je že teta Jožejko omenila. Še vedno ga je imel, ko smo bili mi mehni. Verjetno je le takrat imel dovolj miru, da je lahko mirno pisal in ustvarjal. Jaz osebno sem kot otrok zelo rada brala in sem pri Atku vedno dobila kako zanimivo knjigo, včasih celo rokopis. Zelo rada sem brala Mauserja in tudi Hugo Vasta, ki ga je Atek prevedel. Pred leti sem se odločila, da bi prebrala kako Atkovo zbirko pesmi. In vzela sem v roke zbirko Poljub, ki jo je omenil Sandi. Te pesmi je Atek napisal moji stari mami Veri v času, ko sta bila po sili razmer ločena skoraj 10 let. On je živel v Argentini, ona je bila še v Sloveniji. Že pri prvi pesmi sem se zlomila, nisem mogla brati naprej. Zato sem se odločila, da jo preberem kot prozo in da odmislim, kdo jo je napisal in komu je bila namenjena. In tako je kar šlo, ampak ne bi šla še enkrat skozi to. 20. januarja 1989 nas je Atek zavedno zapustil, tiho in nepričakovano. Čeprav je bil že v letih in bolehen, nismo pričakovali njegove smrti. Načrtovali smo pravzaprav skupni dopust v hribih čez mesec dni. Bil je vroč januarski poletni dan. Moja sestra Lučka je tisti dan praznovala svoj rojstni dan in je imela celo kolegico na obisku. Mi dva z Atkom sva po kosilu reševala križanko. Ne spomnim se, če je bila to v španščini ali v slovenščini. Spomnim se pa, da je rekel, da gre počivati in je šel v svojo sobo. Jaz sem šla gor domov, on se pa ni več zbudil, ker je zaspal zavedno. Tudi mama Vera, ki je bila korak proč, kjer je nekaj šivala, ni slišala, da se poslavlja. Pred leti smo prenesli njegove posmrtne ostanke z pokopališča v skupno pepelnico v Slovensko cerkev Marije Pomaga. Pepelnica je postavljena tik pod Atkovim napisom na plošči, ki že od postavitve te slovenske cerkve na argentinskih tleh leta 1974 opominja, naj se spominjamo teh duš slovenskih žrtev, ki so bili prisilni vrnitev izgnanstva. Jaz si zelo močno želim, da bi Tineta Debeljaka spoznalo več ljudi, da bi njegovo delo bilo ovrednoteno, kot se spodobi in kot si zasluži. Hvala lepa. Mojca, hvala lepa. V nadaljevanju bomo ponovno povabili Borisa Rifla in sicer bo tokrat prebral in odlomek iz Debeljakove pesnitve Velika črna maša za pobite Slovence. Večina od vas jo pozna. Izjemno delo, ki je išlo leta 1949 v Buenos Airesu. Boris, izvoli. Odlomek je iz Gore Loban. Gora Loban.
Uho nastavljam k zemlji, da ujamem trupel rastočo skrivnost. Kakor podzemsko vodovje buči mrličev mrmranje, med korenijami stoče kot stisnjeno srčno jokanje. Živim mrtvih očitek, joj, joj, joj. Kaj vam moti počitek pokopani voj? Iz podzemlja gre glas kot veter skozi rove, teles razbožanstvenost, gnitja nesvetost, izgubljena kost. Zravnam se in oko se mi zazre v gozdove. Človek, ki šel je skoznje, iščoč v vrhovih jasnino sinjo, zdaj vrgal pastirju pod noge je svojo razklano črepinjo. Leska ob vodi, ki je lešnike ponujala, je veverici med dvemi človeški koš pokazala. Deca, ki slepo mišijo divjali so čez strato, so pod kartino našli čeljust in zobovje zlato. Srna, ki boječe stopila je na hudourni prod, z vitko nogo zadelajo strto grod. Starki, ki zornicam grede prebirajoči morak, je pes na pot prinesel zlomljen ženski kolak. Koza, ki na krasu je skubila vrsteče grmičje, si je brado zapletla v dolge lase dekličje. Lovec, ki orlu v gnezdo je segel po mladiče, je v dračju našel tudi otroške koščice. In vran, ki je letel čez vas in jelke visoke, ali ni nesel v kljunu prsta na zotrgane roke? Hlapec, ki vrgal je vedro v presušen vodnjak, konja mu napoj je dvignil iz blata okostnjak. O, okostnjaki, nepokopani vojščaki, podzemski prebivalci kraških kotan, Slovenija gora mrtvaških loban. Nad Triglavom visi jastreb, črn vran in kraka čez vse vrhove domovine. Vojska nepokopanih okostnjakov čaka, da v miru počine. To je original pesnitve Črna Maša, ki sem imel šla leta 1949. Jaz sem zelo hvaležen Žejki Pametki, da sta mi jo podarila leta 2010. In kot sem že prej omenil, je leta 2015 šel ponatis v zelo podobni likovni podobi, ampak kot vidite, debelina bistveno večja in ta debelina je bistveno večja predvsem po zaslugi doktorice Marije Stanonik, ki je izjemno temeljito, strokovno, da ne rečem še kaj, ocenila Debeljakovo pesnitev. Njen tekst je seveda v celoti objavljen v knjigi in zelo veseli smo, da je danes z nami in bo del teh razmišljanj nam posredovala. Marija je nekoliko občutljiva na veter, zato bomo mogoče tale stol dali še malo bolj nazaj, da bo čim manj pihalo. Hvala, Marija, da ste prišli med nas. Mislim pa, da je prav, da dodam, Marija je bila ob 6. v Ljubljani, ko je bilo odprtje obeležja žrtvam vseh vojn in žrtvam z vojno povezanih dogodkov. Bila je povabljena strani vseh organizatorjev, predsednika države, predsednika vlade, predsednika državnega zbora in pa državnega sveta. Tako da na nek način tudi ta večer simbolično, lahko rečemo, povezujemo z rečimo otvoritvijo, ki se je danes zgodila v Ljubljani. Tako da, Marija, hvala, da smo uspeli združiti oba dva dogodka. Hvala lepa za besedo. Tudi zame je simbolično, da se povezujeta ti dve prireditvi in mislim, da je na ta način tudi Tine Debeljak najbolj počaščen. Skratka, Tine Debeljak je pesnitev Velika Črna Maša za pobite Slovence zamislil v času begunstva na jugu Italije, ko je na veliki teden leta 1946 prišel v Rim.
Za njeno nastajanje so prvi izvedeli poleg pisatelja Zorka Simčiča še pesnik Vinko Beličič, raziskovalce besedne umetnosti Jože Peterlin in Martin Jevnikar leta 1947 v Trstu. Izšla je kot prvo leposlovno delo v Argentini pri založbi Svobodna Slovenija leta 1949, kot smo že slišali, v Buenos Airesu. To ni cenjena, tendenčna in propagandna literatura, temveč iz najgloblje bridkosti nastala monumentalna pesnitev. Simčičevimi poslednjimi 10 brati iz leta 2012 sestavljata o drugi svetovni vojni na slovenskih tleh tisti veliki tekst, na katerega so zmagovalci zaman čakali vsa desetletja po njej. Če bi pesnitev ne bila tako zelo prežarjena z upanjem proti upanju, po Pavlu in odrešenskim sporočilom svete daritve, bi bila ena sama strahotna balada. Debeljakova Velika črna maša je lirsko-epska pesnitev s 3705 verzi. Predkoncilska zgradba maše, ki je potekala večinoma v latinščini, določa, že po naslovu sodeč, Veliki črni maši temeljni okvir. Vanj so vložene žanrsko različne pesmi. Kakor se motivika krepko navezuje na svetopismo Stare in Nove zaveze in njuno tradicijo, je enako zaznati pri pesniških oblikah. Najlažje je prepoznati psalmske zglede. Splošen vtis dajeta pesnitvi njena pripovedna in himnična struktura, čeprav je njen izjavni osebek praviloma v ednini, ki kar kliče po osebni izpovedi. Izjavni osebek se tu intimno pridružuje množici trpečih vernikov, nazven pa opravlja vlogo mašnika, ki jih zastopa pred Bogom in zgodovino. To je res maša sprave, kakor je naslovljena spremna beseda k njeni prvi izdaji v Sloveniji. Žal eno leto prepozno, da bi dobil z njo vsaj malo zadoščenja njen avtor, ki ga je bila zaradi nje lastna domovina tako prezirala, da ni bilo dovoljeno vedeti zanj niti v njegovem rojstnem mestu. Pred drugim Vatikanskim koncilom je potekala maša nekoliko drugače kot dan danes. Predvsem je bila razen besednega bogoslužja berila evangelij in pridiga v celoti v latinščini. To dejstvo pesnik izklicuje z latinskimi naslovi njenih delov in mednaslovi. Zaradi črnega mašnega plašča, v katerem je duhovnik na željo pokojnikovih svojcev 7. ali 30. dan po smrti ali po pogrebu ali ob letu opravil mašo zarajnega, se je zanje med ljudmi udomačilo ime Črna maša. Liturgika je ne pozna, pač pa rimski misal v slovenščini v smislu dvojnice, maša zarajne ali pa Črna maša. Kadar je bila maša z libero, so bile po maši še dodatne molitve s psalmi 50 in prošnje zarajnega, ob velikem črnem prtu poganjenem na tla. Nanj so položili mrtvaško glavo in v obliki Andrejevega križa položeni dolgi, predvidevam, da stegnenični kosti. To se spomnim še sama. Uvodne molitve za pokojne vetrinske žrtve signalizira, komu je maša namenjena. Debeljak ima pesnitev za žalno daritev Bogu v spomin na številne zatajene mrtve v domovini. Že takoj se pojavi motiv brezen in na to še veliko krat. Kakor je bil v pričo Savla, pač sveti Pavel, Kamenjan, sveti Štefan, so posuli med ruše in grušče za pot nad oblak, plazove teles po kdo ve katerega Savla ukazal v breznih in kraških fojbah. Debeljak opisuje propadanje trupel z neusimiljenim naturalizmom. Tu se literatura pravzaprav neha, to je bila resničnost, tako grozna dejstva, da si še dan danes pred njimi iz sramu zatiskamo oči. Gozdne zverine, volkovi in lisice, mrhovinarji, krokarji in jastrebi, kanje, gozdne mrčes, črvi in mravlje so imele gostijo.
To se je dogajalo, kadar so bili plitvo zagrebeni ali zgolj pokriti smrekovimi vejami. Kraški sarkofagi so že zdavnaj izsrkali in použili meso. Ali bo po 70 letih zasramovanega molka dozorela odločitev slovenske oblasti za dostojen pokop vsaj njihovih kosti, očitek, ki se ga še nismo rešili. Debeljaka in vsakogar, ki kaj da na etiko, neznosno boli posthumno poniževanje žrtev na premagani strani v slovenski državljanski vojni, ki jo je izvala revolucija. Kaj nima Slovenija za nas grobov? Se sprašuje avtor. Kakor je William Shakespeare v Hamletu vložil gledališče v gledališče, je Debeljak vložil v veliko črno mašo, mašo umirajočih na dno brezna. Navajam, krce odtrgane roke blagoslavlja in se zvija, za njo se dvigne Mašnikova glava v kopi in kot da pristopa k oltarju zapoje: O, pridi, sveti duh, pridi. V hipu je v mističnem navdihu vsa umirajoča jama, kakor ladja veličastnega Božjega hrama. To nedokončano mašo pobitih nadaljujejo begunci v njihov spomin. Izhodišče pesmi so palme mučeništva, o katerih dogovori pastirsko pismo ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana leta 1943. Njegova izjava je pomembna, ker celotno pesnitev navezuje na vse žrtve druge svetovne vojne in ne zgolj tiste v zunajsodnih pobojih po njej. V zakristiji se duhovnik osebno pripravlja na črno mašo z molitvijo De profundis iz globočine. V pogovoru z Bogom očitajoče podoživlja pojave nacizma, fašizma in bratomornega komunizma. Za žrtvovno stranstvo se priporoča vsem nebeškim prebivalcem, angelom, svetnikom in mučenikom, naj se pridružijo Jezusovi kalvarijski žrtvi za slovensko spravo. Pred mašo se slovesno pokloni vetrinskim žrtvam s psalmom, ki je v njihovo čast in spomin kompozicijsko, oblikovno in stilno, skrbno in umetelno sestavljen. Konča se s prepričanjem, da bo prišel čas, ko bo poteptana slovenska vojska doživela čast ne le v Sloveniji, temveč v Evropi in svetu in predvsem pri Bogu. Prvi del maše sestavlja besedno bogoslužje, ki se praviloma opira na Sveto pismo. Izhodišče zanj je svetopisemski odlomek o Kainu in Abelu. Na Božji opomin, kje je Abel, je slovenski Kain kruto samozavesten. Ubit je tu, izdajalec, ti mi nisi več ukazovalec, sam sem svoj zakonodavec. Svetopisemski zakon, da življenje daje in jemlje samo Bog, je popolnoma sprevrženo. Debeljak dobro zadene slovesni ton Janezovega razodetja o odpečatenju zadnjih skrivnosti pred vesolno Božjo sodbo, ko pripravlja sceno za slovenski končni obračun. Število zaznamovanih iz vseh rodov Izraela dopolnjuje z veliko drugimi iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov, ki jih nihče ni mogel prešteti. Ob povzdigovanju imenitno preplete zunanjo realnost z notranjo mistično zbranostjo vernikov in zaradi izgube tolikerih njihovo duševno bolečino. Prav v najsvetejšem trenutku maše, ko bi morala biti človekova duša najbolj potopljena v Boga, pride skušnjavec. Mrtvi in živi terjajo odgovor od tistega, ki na križ prikovanja. In o Bog, kdaj pride nas maščevanje? Tu je teološki in dramatični vrh Debeljakove pesnitve. Debeljakov mašnik moli Oče naš kot filozof, ki časti Sveto Trojico in teološko poglobljeno obdela vsak njegov člen stališča domovine razlaščenega Slovenca. Ob prošnji in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, se izkaže Debeljakova sociološka treznost, psihološka pronicljivost, teološka doslednost,
zvestobo Jezusovemu nauku. Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Balado o materi, namreč partizanski materi, je Debeljakovo priča, da grob privošči vsakomor, kot da bi skušal dopovedati, da se je s to zavestjo človek razločil od živali. Kapelica v gozdu je logično nadaljevanje balade. Na kresni večer najdeno praprotno seme naj pomaga poiskati pobite in zavržene. Skupaj z motivom vil izstopata iz konfesionalnega poteka vsakršne, kaj šele črnomaše, in segata v mitološki predkrščanski kulturni krog, s čimer pesnik namiguje, kako je že tedaj obstajalo prvinsko spoštovanje do umrlih. Morda se je Debeljak zatekel v mit tudi zato, da bi se nasprotna tabora mogla zbližati vsaj v pieteti do mrtvih. Z domačijo povezanemu bralcu so blizu etnološki in folklorni motivi, sicer pa narodno istovetnost krepi predvsem jezik. Široko razgledani bralec odkriva veliko medbesedilnih sestavin iz antike, svetega pisma in slovenske literarne klasike, France Prešeren, Oton Župančič. Motivna pestrost, gibko oblikovna struktura besedila in mestoma epska širina dokazujejo zgledno ustvarjalno moč, ki jo potrjuje izmenjava različnih pesniških oblik in njim ustreznih verznih vzorcev. Od stilnih postopkov so pogosti naštevanje, anaforično ponavljanje in stopnjevanje. Avtor želi stilni učinek doseči tudi z grafično obliko črk in mogoče že kar pretirano rabo velike začetnice. Opazna je barvna simbolika. Rima je praviloma navzoča, pri kritičnosti preseneča popolna odsotnost štirivrstičnice, ki je najbolj priljubljena in udomačena v slovenski poeziji. Pesnitev je res komponirana v obliki maše, toda na nekaterih mestih avtor kot da nanjo pozabi in se zameditira v prvoosebno izpoved. Kljub številnim starozaveznim svetopisemskim izgledom, med njimi ni Joba. Ta se pojavi v poanti pesmi Orest in Ifigenija v pesniški zbirki Poljub. Mati Božja je omenjena le mimogrede, je pa zato dobila samostojno pesniško zbirko. Presenetljivo je, kako dobro je bil avtor obveščen o vseh moriščih oziroma grobiščih. Leta 1949 je vedel o številnih, ki se zanje sliši šele zadnje desetletje, in še so nekateri kraji, o katerih se javno še ni razvedalo, o njih pomenja. Njihovo asintetično naštevanje in načini pobojev so kakor deroča reka, vredna Prešernove slave in etična podpora vseh, ki v srcu dobro mislimo. Zadnji blagoslov vrne Debeljaka iz hrapenenja po dostojnem pokopu usmrčenih in spravi živih v kruto realnost. K izgnancem na oceanu brez meje, ko razburkano morje nosi ladja v njim neznan cilj. Z nasmeškom na svoj račun prizna, da je bila pravkar opisana slovesnost le privid. V resnici imajo krvavo kolena od klečanja ob silnem pretresu zgodovine, domovine, družine, ko molijo rožne vence za tisoče mrtvih in so v nevarnosti za lastno življenje. Slovenski Jeremija blagoslovi in odslovi vernike ite misa est, maša je končana, z zaupanjem, da bo prišel dan, ko jih bodo rojaki doma, kakor so nekdaj naši predniki ljube goste pričakali slovansko dobrodošlico. Vsakemu, ki spremlja Debeljakovo veliko črno mašo, se utrne misel na krst pri Savici. To, kar druži obe pesnitvi, je tragika. 6 mesecev moči tla krvava reka, Slovenec že mori Slovenca, brata. Kako strašna slabota je človeka. Ob takih besedah ni mogoče verjeti avtorju, da je bil zanj krst samo pesniška vaja na ljubo dragemu prijatelju, saj se je čez slabih 100 let preroško in usodno uresničila.
Debeljakova Črna maša je en sam nekrolog tisočem pobitih. To ni pesnitev v Prešernovem smislu, so samo v pesniški jezik prevedena dejstva, prostorsko, časovno in številčno veliko večjih razsežnosti. Debeljakov duhovnik je Prešernov Črtomir, ki po klanju pri Ajdovskem gradcu ali pa na slovenskih tleh žal, stoletja pozneje mašuje za pobite. Debeljakov sogovornik Zorko Simčič in pesniško-tenkočutni pisatelj v javnosti in literaturi poudarja, da smo kristjani dolžni zadoščevati za grehe vseh Slovencev, ne da bi prikrivala resnico, ne taji prestopkov na lastni strani in ne spregleduje hudodelstvo na drugi. Debeljakovo pesnitev to uresničuje. Kirije, le se bom izpustila. Po pojemu ali epu Velika Črna maša za pobite Slovence in ciklu pesmi v likovnem albumu Bare Remec, Kirije Elejson sodeč, je bil Tine Debeljak dovolj politično trezen, uravnovešen in daljnoviden. Čeprav se je odločil za begunstvo zaradi pretečega komunističnega režima, ki ga je odklanjal, ne le zaradi osebne izkušnje, ni bil kritičen zgolj do njega, temveč je hkrati in enako obsojal vse tri politične sisteme, konkretno fašizem, nacizem in komunizem, ki so jih za totalitarizme začeli razglašati veliko pozneje. Šele resolucija Evropske unije z dne 2. aprila 2009 je izenačila vse tri totalitarizme, katerih izkušnjo je na lastnem ozemlju doživela edina Slovenija. V hrepenenju po domu sta v Črni maši zadnja na vrsti sol in kruh. Z njima so stari Slovani izkazovali gostoljubje in Debeljak je najbrž hotel v tujem svetu simbolno zaznamovati lastne korenine. Zaživa se trpečemu pesniku to hrepenenje ni izpolnilo. Naj bo ta prispevek tisto zrno soli in grižljaj kruha, s katerim ga domovina ljubeče duhovno sprejema meče. Hvala. Hvala lepa. Jaz sem vmes razmišljal, da prej nisem dr. Marija Stanovnik zadosti predstavil. Marija Stanovnik je članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Strokovno se največ ukvarja z slovstveno folkloristiko. Je pa dvojna doktorica, in sicer doktorica literarnih znanosti in pa doktorica teologije. Nedavno je praznovala 70 let in v zadnji številki družine je osrednji pogovor namenjen njej, tako da še en aplavz za njen življenjski jubilej. Večer bo zaključila Helena Janežič, sodelavka NUK-a in hkrati podpredsednica Muzejskega društva Škofja Loka. In sicer s prispevkom, ki je dal naslov tudi celotnemu večeru, Zapuščina dr. Tine Debeljaka ponovno v Sloveniji, bo pač povedala, kaj je poslanstvo NUK-a in pa seveda, kako je Debeljakova zapuščina prišla v Narodno univerzitetno knjižnico. Helena, izvoli, jaz ti bom pa ta čas tehniko pripravil. Dober večer še v mojem imenu. Jaz obljubim, da bom na kratek način predstavila, kaj je bilo pravzaprav povod današnjemu večeru, in sicer je to res prihod zapuščine dr. Tineta Debeljaka v Slovenijo, ki se je zgodil januarja letošnjega leta. In tale ponovno sem dala v oklepaj prav zato, ker del zapuščine dr. Debeljaka v Sloveniji že je. Ampak ta del, ki je prišel letos, je seveda precej bolj obsežen in tudi izjemno velikega pomena, kar bomo videli v nadaljevanju. Sama prihajam iz NUK-a, iz zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije, ki je naslednica nekdanjega skrivnostnega D-fonda. Razstava literature D-fonda je bila v letošnjem letu tudi je gostovala tu pri vas v kulturnem centru.
No in dobršen del literature, ki se nahaja v tem D-fondu, je tam prav po zaslugi dr. Debeljaka, ogromno njegovih knjig, prevodov, pa tudi samo knjig, za katere je recimo napisal uvod, se je znašlo v tem prepovedanem, cenzuriranem D-fondu. Poleg tega pa NUK tudi zbira, obdeluje, hrani, seveda vso Sloveniko, ne glede na kraj nastanka, izjemno pa smo veseli, če dobimo v hrambo tudi kakršnokoli zapuščino naših pomembnih literarnih ustvarjalcev. Ustvarjamo tako imenovani literarni arhiv, ki se shranjuje v rokopisni zbirki. Tukaj sem samo nekatere najbolj znane izpostavljal, kot je Prešeren, Cankar, Kosovel, Plečnik in seveda tudi dr. Jože Toporišič v zadnjem času. V NUK-u že nekaj desetletij hranimo tudi zapuščino dr. Debeljaka, in sicer tisto, ki je nastala do leta 1941. K nam je prišla preko dr. Ivana Prijatelja, večina pa iz Federalnega zbirnega centra, tega centra z zelo slabim slovesom, lahko rečem, ki je nastal po vojni za zbiranje umetnin, in te umetnine so se zbirale, sicer res tam, pa potem so zelo hitro tudi našle pot drugam v domove posameznih takratnih veljakov. No in iz tega FZC-ja, tako imenovanega, je k nam prišla tudi zapuščina dr. Debeljaka, ki se ne vem, koliko se vidi, nekaj se vsebuje dokumente njegove, izkaznice, tudi kar lepo število fotografij, njegove vizitke in tudi rokopise in tipkopise njegovih pesmi s popravki. Ko se je začela, oziroma ko se je končala druga svetovna vojna, se je svet dr. Debeljaka in še marsikoga drugega postavil na glavo. Zdaj jaz ne bom še enkrat vse te njegove življenjske poti obnavljala. Dovolj je, če vemo, da se je on umaknil čez Ljubelj, bil nekaj časa v Vetrinju, ampak zelo hitro potem nadaljeval življenje v italijanskih taboriščih in zelo hitro tudi začel že spet naprej literarno, ustvarjalno delovati. Žena Jožejka z otroki se mu je pridružila, s hčerko Jožejko in Metko Trsinom Tinetom se mu je pridružila šele 9 let kasneje. Dr. Debeljak pa je v Jugoslaviji veljal za eno najbolj nezaželenih oseb in je bil tudi med vsemi najbolj napadan. Veljal je za persono non grato in označevali so ga kot najekstremnejšega emigranta, ki piše proti naši državi. To je čisto vzeto citirano iz dokumentov arhivskih. Kljub temu je nadaljeval to bogato pot že v begunskih taboriščih. Leta 46 je proti koncu leta, 45 proti koncu leta je v Rimu že izšel koledarček slovenskih emigrantov pod naslovom, pod psevdonimom Vid Zemljič, ilustracije pa je že pripravila Bara Remčeva. O Veliki črni maši in Kyrie eleison smo že govorili. To je čas povojni grozoti in ubeseditve vseh teh, vse te groze, ki jo je doživljal sam in drugi, in seveda tudi čas hrepenenja po družini, od katere je bil ločen. Ko se je družina preselila v Buenos Aires, so se v bistvu skupaj naselili v tem velikem mestu in dr. Debeljak je bil spet povezan z ostalimi kulturniki v središču, in njegova povezanost oziroma povezovanje z razumniki po celem svetu se je takrat res lahko spet razširila. Nadaljeval je delo urednika, literarnega kritika, pisatelja, prevajalca, pesnika. Bil je med ustanovitelji Slovenske kulturne akcije, dolgoletni urednik revije, kulturne revije Meddobje, ki še vedno izhaja v Buenos Airesu, zbornika Svobodne Slovenije in potem tudi dolga leta v uredništvu, v uredniškem odboru Svobodne Slovenije. Skratka, res ga lahko označimo kot osrednjo osebnost slovenskega kulturnega življenja v Argentini in tudi v svetu. In iz vsega tega sledi,
da je mesto njegove zapuščine prav gotovo med velikani slovenske literature. Tako, kot sem že prej omenila, želja potem, da bi njegova zapuščina prišla v Slovenijo, je tlela že dolgo. Tudi dogovori med potomci oziroma med hčerkama in vnukom so potekali že kar nekaj časa, ampak odločitev dokončna je bila pa sprejeta jeseni 2015 ob mojem obisku v Buenos Airesu. Takrat sta me gospa Jožejka in gospa Metka peljali v Luhan. Šli smo na to božjo pot, bi lahko rekla, v to krasno Marijino cerkev in prav tam sta mi tudi sporočili svojo odločitev, da Debeljakova zapuščina pride lahko v Slovenijo. Tega sem bila res vesela, pa se mi zdi, da je bil kraj tak, da je bilo vse skupaj še dodatno blagoslovljeno. Seveda je potem po številnih zapletih tudi z veleposlaništvom, ki so prijazno sicer odstopili en svoj kontejner, v katerega smo to zapuščino zložili, januarja letos to prispelo v Nuk. Takole je izgledalo, škatle v moji pisarni, zadaj pa vidite tudi sliko Bare Remec. Tako simbolno spet vse skupaj. Tako. Kaj ta zapuščina vsebuje? Zdaj v tem času mi jo je uspel že dokaj temeljito pregledati, ampak na kratko, v glavnem so noter številni prevodi iz različnih slovanskih jezikov, iz katerih je dr. Debeljak prevajal, separati, zapiski, njegovi tipkopisi, rokopisi z opombami, potem pesniške zbirke Mariji, recimo, ki je šla v Buenos Airesu, potem celoten prevod epa Martin Fierro. To je vse z njegovimi opombami zraven dodano, nekaj je popravljal, kakšne svoje poglede še zraven dopisal. Ena cela škatla je pa namenjena tudi Ukrajinski univerzi, kjer je dr. Debeljak bil izredni profesor in je predaval na slovenskem oddelku, ki je bil kar nekaj let tam je deloval. Zelo, zelo zanimive in dragocene pa so mape, tako zelo lepo je že vse urejeno, ker mislim, da je to že vaša mama. Začela je mama. Začela po smrti očetovi je mama začela pregledati vse te njegove zapiske in papirčke in poleg tega je imel oče zelo nečitljivo pisavo, tako da je mama jo je znala razumeti in potem, ko je mama umrla, je to delo nadaljevala moja sestra, ki je imela prav tako žilco, da je znala vso to stvar izpeljati. Tako da je že nekako razdelila material po škatlah. Ja, to je za arhivarja skoraj nepredsedljivo, če že kdo pred tabo tako lepo vse zloži. Ker lahko si predstavljate, če dobiš 10 škatelj, refuzo, da je noter vse zmešano, imaš res nekaj let dela, da to urediš. Tukaj je bilo pa že vse zelo lepo po mapah zloženo in opremljeno z imeni ljudi, s katerimi si je dr. Debeljak dopisoval, od njih prejemal razne prispevke, da jih je potem so bili objavljeni, nekateri tudi ne, v literarnih revijah. In če samo pogledate tale imena, ki so tu našteta, mislim, da jih zelo veliko poznate. V Sloveniji so bila ta imena prepovedana, do leta 1991 za večino teh avtorjev nismo smeli uradno vedeti. V škatlah je tudi tipkopis Črne maše, o kateri smo danes že veliko slišali, potem razni tipkopisi, rokopisi objavljenih in tudi neobjavljenih del, številnih dram, recimo, te niso bile objavljene še, prav v posebni mapi Odrski prizori. Meni osebno je bila zelo zanimiva škofjeloška mapa in sicer z računi, zapiski škofjeloških kulturnih društev do leta 1934. Tudi to se je spet simbolno vrnilo nazaj v Slovenijo. Med najbolj dragocenimi so pa prav gotovo sta mapi, na katerih piše Hribovšek in Balantič.
In prav na tem mestu lahko povabim, če je med vami kakšen raziskovalec, dela je še ogromno, da se vse te stvari ovrednoti, prebere, objavi, tako da skratka dela ne bo zmanjkalo, ne meni pa tudi še kakšno drugno. Tako da to je to. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in še dajem Sandiju za zaključno besedo mikrofon. Hvala lepa, Heleni. Mislim, da je čas po duhovni in duševni hrani, da se naložimo še nekaj telesne od naših vinarjev. Ampak predtem bi pa vseeno še povabil gospod predsednico kulturnega društva, da se ji zahvalimo za povabilo in da smo lahko gostovali tukaj med vami. Jaz osebno sem na ta način med vami drugič. Prvič sem bil, ko je imela svoj večer, ko ste posvetili pogovor Katici Cokjati ob 70-letnici slovenske kulturne akcije. Tako da v spomin na današnji večer vam seveda podarjamo naše publikacije, loške razglede, pasijonske doneske, kjer obširno pišemo o opisu škofjeloškega pasijona v UNESCO, 40 let Severjevih nagrad in pa seveda Debeljakov Kyrie eleison, ki bo najbolj povezovala nas in pa nas vas skozi ta današnji večer. Tako da še enkrat hvala lepa. Ja, najlepša hvala nocojšnjim gostom, vsem, ki ste lepo nastopali, pripovedovali, predstavili tako podrobno doktorja Tineta Debeljaka. Najlepša hvala vsem. Vedno bi morda še kdo kaj vprašal, če koga kaj zanima. No, tu imamo že enega. Vi ste prej, oziroma gospa je prej omenila spomenik, ki ga je danes predsednik oziroma predstavniki najvišjih slovenskih oblasti otvorili v Ljubljani. Kaj pravzaprav ta spomenik za vas pomeni? Slišali smo razna mnenja, zelo različna mnenja. Mislim, da je zasluga, da se je ta spomenik postavil predvsem predsednika slovenske države, Pahorja. Kaj mislite vi o tem? Kaj vam predstavlja? Kaj pomeni? Komu damo besedo? Najprej Heleni, ki je bila navzoča. Ja, tudi jaz sem bila na tem odprtju. Lahko rečem, da mi je bilo mogoče, ko sem brala tudi številne odmeve danes, čeprav v ponedeljek sem iskala po spletu novico, jo sploh nikjer ni bilo. To je prvo dejstvo. Nikjer ni bilo nobene napovedi, kaj se bo danes v četrtek zvečer v Ljubljani zgodilo. No, potem so pa začele novice kapljati tam od torka naprej nekako, in so bile zelo nasprotujoče si. Zelo smo se spet razdelili na različne bregove. In morda mi je nekako še najbližje mnenje to, da je, meni se zdi to osebno zelo lep in pravilen korak naprej k nečemu, kar vsi res nujno potrebujemo. Morda je še kakšno leto prezgodaj, ali pa tudi ne. Pravzaprav gremo v pravo smer, tudi s tem spomenikom. Tudi to se je danes nekako pokazalo, zelo dostojanstveno je bilo vse, zelo lepo, zelo mirno, čeprav se je tam mogoče kazalo na začetku, da nekaj bo, nekakšni izgredi, ampak ne, je bilo zelo mirno in dostojanstveno je vse skupaj potekalo. Jaz mislim, da je to korak naprej in v pravi smeri, ampak seveda je pa treba bo pokopati naše mrtve, vse brez izjeme, in morda, ko bi to storili, bi bil takrat pravi čas, da ta spomenik odkrijemo. Ampak dobro, zdaj smo to naredili, ampak tudi naše mrtve pokopavamo. Še eno vprašanje za predsednika. Vi ste govorili o škofjeloškem pasijonu. Jaz bi samo omenil, da avtor tega pasijona je Goričan, oziroma je Štandrža doma Marušič, toliko da malo propagande naredimo tudi za nas. In vi ste rekli, torej 38. leta je dr. Debeljak
v prizorju, mislim, režiral v to prizoritev. Torej, Pasijon je stal 1710 ali tam nekje. Ja, 1721 letnica zapisa, uprizaril se je pa že pred 1715, ker je personičen pisma. Tako, ja. In po 38. letu pol se ni več razen in pol zdaj zadnja leta. Kako to, da se ni? Torej, je bil prepovedan ali ni bilo ljudi za to, ali ni bilo nadušenja, ni bilo... Ja, se pravi, leta 1767 mislim, da je bil prepovedan z jožefinskimi reformami. To je bilo znotraj Avstro-Ogrske, so bile po mnogih krajih podobne stvari prepovedane in kot rečeno, potem je Debeljak ob tej priložnosti režiral in tudi delno priredil besedilo. Naša velika želja je, da bi se to besedilo mogoče najdlo, malo je bilo upanje, da bo tej zapuščini. In ja, potem seveda, to je bila 36 in potem za časa komunizma seveda se ni uprizarjal. Dvakrat je bilo branje, mogoče tudi zanimivost, pater Karl Gržan, mnogi ga poznate, je bil eno leto tudi v Kapucinskem samostanu v Škofji Loki, leta 81 je na cvetno nedeljo, pač na mesto pasijona so brali škofjeloški pasijon. Potem so bili po letu 90 en poskus 93-94 in potem 1999 v vsej, pač rečem, v zvedbi, kot jo je, kot ste omenil, zapisal vaš rojak, pater Marušič, oziroma pater Roma, bi bilo njegovo redovno ime, Lovrenc Marušič, doma iz Štandreža, tukaj blizu. Tako da, hvala lepa za to dopolnitev, tudi to nas povezuje v današnjem večeru. Tako da, hvala lepa. Ja, da me ne Štandreža, lokal patriot je to. Moramo biti domoljubi in vse druge spoštovati. Ne samo se hotel, recimo, ko se pripravlja pasijon, ki zdaj se vsake 5 ali 6 let, pride skupina iz Škofje Loke, peš v Štandrež in nazaj peš. Torej, tako da se vsaka prizoritev začne s tem romanjem iz Škofje Loke v Štandrež peš skupine, ki sodeluje pri tej prizoritvi. Ja, in seveda pričakuje, da pride 10.000 romarjev iz Štandreža. 10.000 nema, nekaj... No, nekaj 100, ajde. Nekaj nas pride.